Pogovarjamo se še naprej. Z nami je zdaj Laura Wells, samostojna novinarka, ki se nam oglaša iz Turčije. Laura, lepo, da ste z nami na i24 News English. Predsednik Trump sporoča zaveznikom NATO, da morajo prevzeti več odgovornosti za lastno varnost. Kako Turčija uporablja to sporočilo, da bi dokazala, da bi jo morali videti kot eno osrednjih vojaških sil zavezništva? No, Turčija ima drugo največjo vojsko v NATO, torej ima to prednost. In Trump je to dejstvo zagotovo priznal. Kot ste rekli, so kupili raketni obrambni sistem S-400 od Rusije. To je bilo potem, ko so poskušali kupiti sistem Patriot od Združenih držav. Vendar so se zelo trdo pogajali, saj so želeli pridobiti tehnologijo, pravzaprav celoten sistem pod svoje okrilje v Turčiji. Raytheon se s tem ni strinjal in to je bila ena od ključnih točk. Tako kot Erdogan počne, je izigraval različne sile drugo proti drugi. In rekel je, v redu, če mi ne boste dovolili kupiti tega sistema Patriot, bom izbral primerljiv ruski sistem S-400. In točno to je tudi storil. Takrat so Združene države uvedle sankcije CAATSA. To je zakon kongresa, ki uvaja sankcije proti vsaki državi, ki kupi določene izdelke, kot je obrambna oprema iz Rusije. Zdaj obstajajo države, ki imajo za to izjeme, dve posebej. Indija, in to je bil zakon kongresa, da je predstavnik Rouhana dosegel to izjemo, vendar je o tem glasoval kongres. Druga država, ki ima prav tako izjemo, je Grčija, ker je Ciper prej imel raketni sistem S-300, ki je bil predhodnik. Združene države so rekle, da naj ga dajo Grčiji, potem ko se je Turčija pritožila, da bi ga Ciper lahko uporabil proti Turčiji. To je bil kompromis Združenih držav. Zdaj bo Grčija kupila letala F-35. Torej, Turčija trdi, da smo v NATO in bi morali imeti enake dogovore kot države, kot je Grčija, ki je članica NATO, in Indija, ki to ni. No, Laura, Erdogan je tudi povedal, da je Turčija na poti, da do leta 2030 doseže NATO cilj 5% izdatkov za obrambo. In v projekt zračne obrambe Jeklena kupola vlaga še dodatnih 24 milijard dolarjev. Zakaj Ankara trenutno tako poudarja jekleno kupolo? Na kakšno grožnjo se Turčija poskuša pripraviti? Mislim, da ne gre toliko za neposredno grožnjo. Čeprav, kot veste, si Izrael in Turčija izmenjujeta ostre besede in drug drugega označujeta za grožnjo. Vendar bi bilo zelo nenavadno, da bi dejansko prišlo do pravega odprtega vojaškega spopada. Mislim, da si Turčija želi ustvariti še večjo in močnejšo vojsko kot odvračilni ukrep. A še več kot to, Erdogan je res veliko vložil v raziskave in kapital v obrambno industrijo. Prav na tem vrhu NATO sta Turčija in Združeno kraljestvo podpisala obrambni dogovor v vrednosti 50 milijard dolarjev. Tako je to ena največjih industrij v Turčiji trenutno in hitro raste. Turčija je trenutno 11. največji izvoznik orožja na svetu. In Erdogan je dejal, da želi biti med prvimi 10. Že zdaj, ko govorimo o teh povečanih obrambnih sistemih, ki bi lahko prišli v Turčijo, so Izrael, Grčija in Ciper vsi previdni zaradi močnejše Turčije in skušajo izraziti določene pomisleke. Če Ankara res dobi omilitev sankcij, naprednejša letala, kot so F-30, 5 močnejši protiraketni ščit z jekleno kupolo, kako bi to spremenilo ravnotežje moči v vzhodnem Sredozemlju in celo širšem Bližnjem vzhodu kot celoti? Težko je reči, saj je 19 držav, ki imajo v lasti nadzvočna lovska letala F-35. Turčija je na splošno pod Erdoganom in drugimi predsedniki zelo previdna glede vojne, odkar je izgubila v Prvi svetovni vojni. Če se spomnite, so ostali zunaj Druge svetovne vojne. In to je miselnost, ki jo deli večina prebivalstva. Vsaka vlada ali voditelj, ki bi Turčijo popeljal v neposredno vojno, seveda obstaja posredna vpletenost, kot smo videli v sirski državljanski vojni in s Kurdi, bi bil izjemno nepriljubljen. Tako da nisem prepričana, da gre toliko za ravnotežje moči, čeprav si Erdogan še posebej resnično želi zagotoviti, da Ciper ni grožnja. Prav tako pa tudi druge države, kot je Izrael, niso grožnja. Ponovno verjamem, da gre tukaj bolj za odvračanje kot karkoli drugega. Laura Wells, lepo, da ste bili z nami. Hvala, da ste se nam oglasili iz Turčije. Cenim to. Hvala.